Android 5.0 z imenom Lollipop je končno že na voljo za vse Nexus naprave od Nexusa 4 naprej. Ker uradne nadgradnje še niso začele prihajati, smo ročno nadgradili naš Nexus 5, da vam lahko predstavimo vse pomembnejše novosti, ki jih prinaša novi Android. Tisto, kar boste verjetno najprej opazili, je vizualna osvežitev, ki so jo pri Googlu poimenovali Material Design. Svetle in žive barve, preglednost ter animacije dajejo Androidu 5.0 občutek konsistence in orientacije znotraj sistema. Obvestila se po novem prikazujejo tudi na zaklenjenem zaslonu, prav tako pa lahko tam z njimi tudi upravljate. Poleg prenovljenih obvestil na zaklenjenem zaslonu pa so obvestila dobila osvežitev tudi v centru z obvestili. V nastavitvih se v zgornjem desnem kotu po novem nahaja ikona, s katero zaženete iskalnik. Samo vpišite ime nastavitve, ki jo iščete, in prikazala se vam bo med zadetki iskanja. Hitro in enostavno. Večopravilnost je tudi doživela veliko vizualno spremembo. Po novem so aplikacije nanizane v vrsto kartic, med katerimi listate. Poleg tega pa lahko po novem aplikacije izkoristijo tudi prikazovanje različnih elementov znotraj same aplikacije kot samostojnih kartic. Tudi tipkovnica je doživela nadgradnjo, ki pa je povsem vizualne narave. Kljub temu Googlova privzeta tipkovnica ostaja zelo dobra izbira. Prav tako je predal z aplikacijami doživel zgolj nekaj kozmetičnih popravkov, ki vam s pomočjo uvodne animacije daje občutek, da živi znotraj belega gumba, s katerim predal tudi odprete. Ena večjih varnostnih novosti je možnost uporabniških računov. Če vas recimo prijatelj poprosi za mobitel, ga lahko preklopite v način za gosta in tako skrijete vse osebne podatke, kot so e-pošta, SMS sporočila in fotografije. Poleg tega pa lahko onemogočite tudi klice. Po novem bo privzeto vklopljeno tudi kodiranje podatkov, s čimer se zaščitite pred nepridipravimi, ki bi želeli na silo pridobiti vaše osebne podatke z mobitela. Ker pa bo kodiranje programsko in ne strojno, vam tega, razen če ni zelo nujno, ne priporočamo, saj to vpliva na delovanje in odzivnost sistema. Upravljanje z baterijo je po novem bistveno bolj optimizirano, ukolikor gre verjeti Googlu na besedo, seveda. V času testa je bilo namreč to zelo težko oceniti, saj se te stvari pokažejo šele po nekaj tednih uporabe. Je pa Google vključil tudi način za varčevanje baterije, ki se lahko samodejno vklopi, ko odstotek kapacitete baterije pade pod 15 oziroma 5%. Tudi privzete aplikacije za Googlove storitve so doživele nekaj nadgradenj, ki so globlje od zgolj vizualnih popravkov. Tako vam Gmail recimo po novem omogoča uvažanje drugih e-poštnih računov preko POP, IMAP ali pa Exchange protokolov. Stiki in aplikacija za klicanje sta prav tako bolj pregledni, čeprav je to bolj po zaslugi vizualne osvežitve na Material Design kot pač karkoli drugega. Kalkulator je prav tako popolnoma svež in poln animacij, saj je Google prav na svojem kalkulatorju prvič resno pokazal, kaj vse zmore Material Design. Android je končno odrastel in odgovor na vprašanje, kdo je boljši, Apple iOS ali Google Android, se je končno premaknil na stran Androida. Seveda je tukaj še kup specifičnih situacij, pri katerih se tehtnica premakne v eno ali drugo smer, a pod črto deluje Android veliko bolj suvereno kot iOS. Za vse ostale podrobnosti pa obiščite Tehnik in si preberite celoten članek.